Obstajajo kristjani, ki ljudi oddaljujejo od Jezusa, ker mislijo le na svoj odnos z Bogom, ali pa ker so špekulantski, posvetni in togi. In obstajajo kristjani, ki zares poslušajo krik tistih, ki potrebujejo Gospoda. Tako bi lahko povzeli današnjo homilijo papeža Frančiška, ko je zjutraj kot običajno daroval mašo v kapeli doma svete Marte, je razložil evangeljski odlomek, v katerem Jezus ozdravi slepega berača Bartimaja iz Jerihe. Ta je vpil, ker je želel ozdraviti, učenci pa so ga najprej poskušali utišati. Izhajajoč iz tega je sveti oče opredelil 3 skupine kristjanov. V prvi skupini so tisti, ki skrbijo samo za svoj odnos z Jezusom. Ta odnos je zaprt in sebičen. Ti kristjani ne slišijo krika drugih, še danes ne slišijo krika mnogih ljudi, ki Jezusa potrebujejo. Un gruppo degli indifferenti non sentono. Credono che la vita è il suo gruppo. To je skupina ravnodušnih, ne slišijo. Verjamejo, da je življenje tista njihova skupinica, so zadovoljni, gluhi so za vpitje mnogih ljudi, ki potrebujejo zveličanje, ki potrebujejo Jezusovo pomoč, ki potrebujejo cerkev. Ti ljudje so sebični ljudje, živijo le sami zase, nezmožni so slišati Jezusov glas. V drugi skupini kristjanov so tisti, ki krik na pomoč slišijo, vendar pa ga hočejo utišati. Ko je omenil to skupino, je papež Frančišek spomnil na učence, ki so otroke poslali proč, da učitelja ne bi nadlegovali. Učitelj je bil njihov, bil je zanje, ni bil za vse. Taki kristjani od Jezusa oddalijo vse, ki vpijejo, ki potrebujejo vero in zveličanje. Med njimi so špekulanti, ki so Jezusu blizu. Najdemo jih v templju in zdijo se pobožni, toda Jezus jih je pregnal, ker so v Božji hiši sklepali posle. Krika na pomoč nočejo slišati, ker Božje ljudstvo in cerkev raje izrabljajo za svoje posle. V tej skupini so tudi kristjani, ki ne pričujejo. Sono cristiani di nome, cristiani di salotto. Kristjani so po imenu, so salonski kristjani, kristjani sprejemov, a njihovo notranje življenje ni krščansko, ampak je posvetno.